Pozdravljeni, čas je za nogomet. Sliko smo v Rogaški Slatini, kjer je danes pravi nogometni praznik. V 8. krogu državnega prvenstva bo Rogaška prvič domovala na obnovljenem stadionu. V športnem parku bo pričakala Rogaško, bo pričakala seveda Muro, ki je v zadnjem krogu osvojila prvi pozitiven rezultat. Soigralci še bolj povezal in zaenkrat se zdi, da jih res je, kajti Rogaška je potem na 2 odigranih tekmah osvojila 4 točke, priložnost za Slatinčane. Zatresla se je mreža, toda zgolj zunanje strani. Trontelj je zdaj napravil dobro gibanje, krasna podaja, Mura vodi. 19. minuta srečanja, Sobočani so prišli do vodilnega zadetka, Amadej Maroša pa do svojega drugega gola v letošnji sezoni in do svojega 34. med slovensko elito. Dolgo časa so Slatinčani oblegali tekmečeva vrata, no Mura pa je zdaj pokazala zobe. Krasna podaja Žana Trontlja z desne strani in to je izkoristil Amadej Maroša. Kakšna napaka v taboru Mure, Gradišar ima priložnost, toda kot da niso pričakovali takšnega lapsusa zadaj. Matic Maruško, veliko prostora za Kovsa na desni strani, Žiga Kovs v kazenski prostor. Vnovič je bilo nevarno. Slatinčani so tudi nekoliko spremenili sistem igre sredi prvega polčasa. Flis se je prebil naprej, Benedičič, izvrstna obramba Klemna Mihelaka. Niko Kasalo bo izvedel udarec iz kota, ali lahko tudi Slatinčani zapretijo v drugem delu igre. Ni še konec napada, Žiga Kovs v kazenski prostor, priložnost za Muro. Trontelj. Lepo Trontelj za Kovsa, Kovs v kazenski prostor, tu je Maruško, Maruško in gol! 2-0 vodi Mura, Matic Maruško je strelec in tekma je odločena. Maruško je prišel do svojega 9. gola v letošnji sezoni. Prvega po več kot enem letu, na zadnje meril v polno na tekmi s Celjem. In v 89. minuti lahko Vladimir Vermezovič udari štampilko, delo opravljeno, veselijo se Sobočani, Slatinčani. Oskar Drobne, danes ne morete biti zadovoljni z rezultatom, po drugi strani pa dobra predstava, Muro ste spravili v podrejen položaj. Tudi gledalci so vas nagradili z aplavzom, verjetno je igra dobra smernica za naprej. Ja, pa si nimamo kaj očitati z današnjo tekmo, enostavno smo bili, bom rekel, malo preslabi v zaključku, ustvarili smo si dosti priložnosti, da bi tekmo dobili ali pa saj ne izgubili. Dobro smo igrali, fante treba pohvaliti. Nekje do 75 minute je bilo vse top, potem zadnjih 15 minut malo nekontroliranega pritiska in smo bili kaznovani z drugim zadetkom. Ampak ja, žal mi je, da nam povzijo točke na takšnih tekmah, ampak ja, glavo gor, gremo dalje. V naslednjo tekmo z Bravom pa verjetno s podobnim pristopom kot danes. Pa dobro, nas more takšen pristop krasiti. Sej mi, če ne bomo imeli pristopa, potem lahko kar spakiramo. Mi se moramo boriti, danes smo bili pravi, energija prava, vse v redu. Se pravim, vse top do zaključka, nažalost smo bili danes zelo neučinkoviti, bomo podelali na tem in gremo dalje. Še morda komentar o novem, obnovljenem stadionu? Pa ja, super, no, končno, se pravim, končno, da smo odigrali doma, ampak vidi pa se, da je ogromno problemov, ne, zelenica je zelo slaba, kar je danes tudi onemogočalo še, bom rekel, malo boljšo predstavo, ampak v redu, končno doma, super, zbrali so se ljudje v dosti velikem številu in nas bodrili. Upam, da so bili najbolj zadovoljni, ne morajo biti, ampak saj predstava
obeh ekip je bila zelo solidna, tako da smo jih vsaj s tem nagradili. Vladimir Vermezovič, iskrene čestitke za zmago. Danes ste se izkazali predvsem z dobro realizacijo. Ste morda vendarle nasprotniku dopustili preveč priložnosti, čeprav so 3 točke ostale pri vas, kar je najbolj pomembno? A pre svega bih hteo da čestitam našim igračima, stvarno i igračima svakako protivničke ekipe na jednoj dobroj utakmici po izuzetno teškom terenu. Ja odavno nisam video ovako težak teren i stvarno svaka im čast. Isto tako moram da napomenem da smo imali mnogo sreće u prvom poluvremenu jer oni su imali 2-3 skoro 100% šanse kad su ušli u sam 16-terac, ali na kraju kraja mi smo ovdje došli po 3 boda i to smo i ostvarili. I ovo je stvarno velika pobjeda za nas jer mi ulazimo u seriju stvarno teških utakmica, tako da nam svaki bod puno znači. Zdelo se je, da ste se po prvem doseženem golu postavili nekoliko nazaj. So bila to vaša navodila ali vas je v obrambno držno prisilil nasprotnik? Pa nismo mi, svi znaju da smo mi malo u deficitu što se tiče fizičke pripremljenosti. Teren je bio izuzetno težak. Oni su nas napali sa dugim loptama, tako da jednostavno vezni red tu nije imao nikakvu funkciju maltene što se tiče defanzive. Tako da nije to bilo, nego jednostavno utakmica, teren, protivnik nas je nateralo tako da igramo. Rok Pirtovšek, danes dobra igra z vaše strani, borili ste se, nanizali kar nekaj nevarnih priložnosti, ne nazadnje so tudi navijači vas na koncu nagradili z aplavzom. Kaj pa je po vašem mnenju zmanjkalo za pozitiven rezultat? Pa ja, lahko nam je žal te tekme, težko igrišče, borbena tekma, ustvarili smo si ogromno priložnosti, imeli ogromno situacij, bili dominantni, ampak žal po nekih naših napakih zopet dobimo neumne zadetke in ja, žal nam je to otvoritvena tekma, polne tribune, da nismo navijači nagradili z vsaj točko. Je pa bila ta predstava verjetno dobra smernica za naprej? Ja, seveda. Čaka nas sedaj še 2 zaporedne domače tekme tukaj. Upamo, da bo igrišče boljše. Zelo pomembna tekma naslednja z Bravom in verjamemo v naše sposobnosti, našo kvaliteto in verjamemo, da bo naslednji tekmi osvajali točke. Matic Maruško, iskrene čestitke za zmago in pa za dosežen gol. Danes ste sicer Rogaški dopustili veliko priložnosti. Je bila morda tudi takšna taktika, da ste se po prvem golu postavili nekoliko bolj nazaj? Najprej najlepša hvala za čestitke. Zelo pomembna zmaga na tem težkem gostovanju. To, kar smo prišli, smo dosegli in samo to je pomembno.